Preden preidem na vsebino zapisanega, še ena osebna izpoved. Februarja leta 1973, ko sem začenjal svojo skorajda 40-letno novinarsko pot, sem po obisku dvojčic Anice in Martine Brglez zapisal, citiram se: "Črešnjevec je idilična vas, razporejena po grebenu nizkega gričevja, ravno toliko visokega, da se vaščani razgledujejo po okolici in da vaško jedro vidimo že oddaleč." Zakaj sem omenil ta svoj zapis izpred 52 let? Ker tudi župnijska kronika, ki jo je leta 1880 začel pisati takratni črešnjevski župnik Gašper Cenc in je leta 1973 seveda še nisem poznal, uvodoma predstavlja župnijo s podobnimi, a še bolj vznesenimi besedami. Tako je napisal. Ko se pelješ, dragi bralec, spomladi po železnici iz Maribora v Celje, zagledaš, potem ko si zapustil Pragersko, na desni strani južne železnice griček v cvetju sadnih dreves, podoben rdeče-belemu šopku, iz katerega vidiš le malo hiš. Tem bolj pa se ponosno vzdiguje visok pisan stolp svetega Mihaela na Črešnjevcu, poleg njega starodavna cerkvica in prijazno župnišče. Konec citata. In zdaj k vsebini knjige. Začenjam začetki. Črešnjevsko območje je bilo po mnenju nekaterih zgodovinarjev naseljeno že za časa Keltov, več stoletij pred začetkom našega štetja, kar med drugim potrjujejo keltska imena na rimskih nagrobnikih, vzidanih v zidovih črešnjevske cerkve. Kelte so na začetku našega štetja nasledili Rimljani in po keltskem Noriškem kraljestvu ustanovili provinco Norik, ki je zajemala tudi naše kraje. Na mestu, kjer zdaj stoji cerkev svetega Mihaela, naj bi bilo za časa Rimljanov svetišče boginje Noreje, zaščitnice prebivalcev province Norik. Domači arheolog Stanko Pahič je bil prepričan, da so se na območju Črešnjevca prvi ljudje naselili v rimski dobi, ko naj bi bila zgrajena tudi utrdba Presek oziroma Stari grad, kot se tudi imenuje. Mlajši arheolog Matic Zupan, ki je tudi raziskoval to gradišče, pa je njegov nastanek umestil šele med 11. in 13. stoletje in njegov propad v 15. stoletju. Še nekaj podatkov, ki sodijo med začetke. V pisnih virih je bila cerkev svetega Mihaela prvič omenjena leta 1252 in v istem viru tudi Henrik, samo ime brez priimka najstarejšega znanega duhovnika na Črešnjevcu. Kdaj je bila cerkev zgrajena, ni natančno znano. Se pa ve, da je bila prva cerkvica s patronom sveti Mihael majhna, lesena in brez zvonika. Prvo zidano cerkveno stavbo so postavili izključno iz rimskih marmornih kamnov. Zaradi te posebnosti so si arheologi zastavljali več vprašanj. Stanko Pahič se je spraševal, kje so graditelji v zgodnjem srednjem veku ali že nekoliko prej našli toliko obdelanega marmorja. Menil je, da je bilo to gradivo prej vzidano v neko pomembnejšo antično stavbo, ki pa je lahko bila le zunaj rimskih mest, kot svetišče. Zato je sklepal, da je bilo na Črešnjevcu svetišče posvečeno boginji Noreji. Na južni strani stranskih vrat sedanje cerkve je napisana letnica 1725,
ko naj bi bila prenovljena. V romanskem slogu zidana stavba je naslednjo temeljito prenovo dočakala leta 1897. Zanimivost v zvezi s temi deli. Poleg prenove glavnega oltarja, oltarja Svetega križa, kapelice Svetega Izidorja, povečanega kora in nekaterih drugih del, so predrugačili tudi oltar Matere Božje z na platno naslikano sliko Marije z Jezusom v naročju, česar pa niso storili zaradi že stare in poškodovane podobe, na njej je bil namreč datum 1748, ampak zato, ker naj bi bila nespodobna. V župnijski kroniki piše, citiram, da je zaradi prevelikih nagod žalila nravstvene čute vernikov. Ni znano, ali so vitezi črešnjevski, ki so domovali v utrdbi Presek, prevzeli ime po Črešnjevcu, ali je Črešnjevec dobil ime po teh vitezih. V pisnih virih je bil vitez Frideriko de Kersbach, torej Friderik Črešnjevski, prvič omenjen leta 1164 in zadnji črešnjevski vitez leta 1337. Kraj Črešnjevec je bil v pisnih virih prvič omenjen istega leta kot vitez Frideriko de Kersbach. Stara pa so tudi naselja, ki spadajo ali so spadale pod sedanjo krajevno skupnost oziroma pod nekdanje občine Črešnjevec, Vrhloga in Pretreš. Leskovec je bil prvič omenjen leta 1300, Trnovec in Pretreš leta 1141, Vrhloga leta 1460, Stari Log leta 1490, Brezje leta 1542 in Lokanja vas leta 1634. Najbrž ni splošno znano, da ste imeli na Črešnjevcu 3 pokopališča. Prvo je bilo okoli Farne cerkve. Ko je tam zmanjkalo prostora, so župljani leta 1845 preselili drugo pokopališče na župnikovo zemljo ob cesti proti Lokanji vasi. Leta 1866, ko je bilo tudi to polno, pa je kmet Jernej Dvoršak prodal zemljo za novo, tretjo, kot se reče, Božjo njivo, ki je še danes tam, kot je bila takrat. Zaradi tega pokopališča so še desetletja po njegovem odprtju besneli hudi viharji, beremo v župnijski kroniki. Ena stran je trdila, da sme takso od grobov pobirati ali cerkveni odbor ali občina Črešnjevec. Tedanji župnik Janez Sušnik pa je dosegel, da je dobila to pravico cerkev, in sicer je bil grob za odraslega človeka vreden 2 kroni in za otroka 1 krono, cerkveni odbor pa je moral vsako leto ograjo postriči in vzdrževati mrtvašnico, ki je imela 2 prostora. Prvega za mrliče, drugega za raztelešenje mrličev. Na Črešnjevcu se je pouk začel leta 1833. Šolanje otrok v domačem kraju naj bi zaviral tedanji župan Janez Soršak, češ, citiram, kaj je govoril, sedaj znam samo jaz brati, potem pa bodo znali vsi pisati in brati, kdo pa jih bo obvladal. Omenil sem že, da je v vseh dosedanjih virih zapisano, da je začel pouk na Črešnjevcu kaplan Cavnik. Kaže, da je to napako zakrivil nadučitelj Jakob Meško, ki je napisal povzetek med 2. svetovno vojno izgubljene šolske kronike od začetka pouka na Črešnjevcu do leta 1941.
Otrok namreč ni prvi poučeval kaplan s priimkom Cavnik, ampak Andrej Ozavnik, ki je prišel na Črešnjevec decembra leta 1833, a je zaradi kolere umrl že konec januarja 1834, torej po 2 mesecih. Leta 1837, ko so na Črešnjevcu postavili na mestu prejšnje mežnarije prvo šolo z eno učilnico in stanovanjem za kaplana, je začel otroke učiti Jurij Hrašovec. Po njegovi smrti leta 1850 na Črešnjevcu spet 3 leta ni bilo učitelja. Za njim je prišel Jožef Toplak. In kako se je šola širila? Leta 1871, ko je dozorela ideja o gradnji šolskega poslopja s 3 razredi, iz enorazredne v dvorazredno, leta 1873 v 3-razredno, leta 1895 v 4-razredno in leta 1903 v 5-razredno. Leto prej so šoli dogradili 3 učilnice, stanovanje za nadučitelja in 3 sobe za učitelje. Leta 1927 je šola zrasla v 6-razrednico in v šolskem letu 1959-60 v 7-razrednico. To leto so v 7. in 8. oddelku uvedli predmetni pouk in v šolskem letu 1965-66 odprli 8. razred. Leta 1976 je Črešnjevec dobil novo šolo. Staro šolo so podrli leta 1985 in na njenem mestu postavili telovadnico. Kdo je imel posebne zasluge za razvoj črešnjevske šole? Nadučitelj Jakob Meško je o najzaslužnejših do 2. svetovne vojne med drugim zapisal. Citiram njegov zapis. Prvi je bil zagotovo kaplan Cavnik. Sledita mu nadučitelj Ivan Rajh, ki je predlagal, naj se šola razširi v dvorazrednico, in nadučitelj Jakob Budna, izvrsten sadjar, ki je leta 1875 zasadil prva sadna drevesa na šolskem zemljišču. Mnogo sadnih dreves je zasadil tudi učitelj Blaž Tominc. Po njegovi zaslugi ter po zaslugi nadučiteljev Jakoba Budne ter Gregorja Polanca in šolskega upravitelja Antona Štrigla je postal Črešnjevec tipično sadjarski kraj. Mimogrede, podrobnosti lahko preberete v knjigi. Črešnjevec je sadjarski kraj še danes, prvi med črešnjevskimi sadjarji pa rodbina Pučnik in med njimi Ivan Pučnik, ki ga je za sadjarstvo navdušil šolski upravitelj Anton Štrigl. Ivan Pučnik je bil med prvimi zasebnimi sadjarji v Sloveniji, ki so se odločili za goste nasade. Nazaj k zaslužnim za razvoj šole. Za časa nadučitelja Jakoba Budne so šolo razširili v 3-razrednico. Po zaslugi nadučitelja Gregorja Polanca je Črešnjevec dobil 4-razrednico in 5-razrednico in šolska stavba 3 nove učilnice. Šola je postala 6-razrednica, ko je bil nadučitelj Anton Štrigl. V povojnem obdobju do leta 1980, do katerega predstavljam razvoj šolstva na Črešnjevcu, sta poleg drugih učiteljev vtisnila velik pečat šolskemu ter društvenemu in družbenemu življenju črešnjevskega območja ravnatelja Štefan Fras in Srečko Rajh. Črešnjevec in njegovo okolico so hudo prizadele tudi ujme ter požari in najhujše,
smrtne nalezljive bolezni. Nekaj izstopajočih primerov. Leta 1849 sta morili ljudi griža in za njo še hujša bolezen, kolera. To leto je zaradi teh dveh bolezni umrlo kar 111 Šešnjevčanov in okoličanov. Nekatere hiše so popolnoma izumrle. Leta 1879 je zaradi davice umrlo več ljudi, 4 leta pozneje pa za isto boleznijo tudi 13 učencev. Naslednji 2 leti so po Črešnjevcu, Trnovcu, Farovcu, Pretrežu, Brezu in Vrhlogi morile črne koze. 2. julija 1912 je po Pretrežu, Vrhlogi in Leskovcu klestila kot jajce debela toča. V polovici župnije je bilo vse uničeno. Julija leta 1919 je toča uničila vse pridelke v šolskem okolišu, sledili so ji nalivi in huda povodenj. Lokalna železniška proga med Slovensko Bistrico in Črešnjevcem je bila pod vodo, nižji predeli so se spremenili v jezera. Voda je z njiv odnesla vse snope in s travnikov vso krmo. Na velikonočno nedeljo leta 1926 sta po večernicah zgoreli gostilni Visočnik in Kapun. Požar naj bi povzročili otroci, ki so streljali s karbidom. Iskra naj bi priletela v eno od slamnatih streh. 6. januarja 1939 je po Dravskem polju divjal pravi vihar, po zraku so letele odtrgane strehe. Hude zračne struje so tudi na Črešnjevcu in v njegovi okolici podirale drevje, razkrile so veliko hiš in gospodarskih poslopij. Nekega majskega dne leta 1940 sta učitelja Vojteh Hren in Jurij Titl, ki sta stanovala v Slovenski Bistrici, med potjo v šolo bredla čez most v Lokanji vasi v vodi skoraj do trebuha. Huda nesreča je Črešnjevec zadela tudi 5. aprila 1959. Tega dne so na Črešnjevcu pokopali bivšega župana Viktorja Kodeliča. In tisti dan so pogorele 4 domačije, tudi Kodeličeva. Da ne bo preveč črnega in slabega, še nekaj zanimivih in prelomnih podrobnosti. Sredi 17. stoletja so strnjeni del Črešnjevca, kjer so živeli v skoki, imenovali Hrvaško selo. Črešnjevec, Vrhloga in Lokanja vas so začeli dobivati 3-krat na teden poštne pošiljke leta 1920. Prvi Miklavžev večer na Črešnjevcu je leta 1939 pripravilo prosvetno društvo v Slomškovem domu. Miklavž, bil je Ludvik Pučnik, je svojo nalogo opravil izvrstno, obdaril je 152 otrok. Črešnjevec, Stari Lok in Leskovec so dobili elektriko leta 1941. Napeljali so jo Nemci iz Pragerskega, ker so jo potrebovali pri obnovi porušenega železniškega predora. V cerkvi svetega Mihaela je električna luč zasvetila v letih 2. svetovne vojne. In leta 1953 so tudi v zadnji vasi črešnjevskega šolskega okoliša na Pretrežu zagorele električne žarnice. Prve dni oktobra 1947 je na Črešnjevcu prvič zaoral traktor. 22. maja 1948 so na krompirjevih njivah Franca Repnika
Antona Toličiča, Antona Laha, Konrada Rozmana in Pavla Kmeca odkrili koloradskega hrošča. Naslednji dan je bil odrejen množičen pregled vseh njiv, med katerim so našli več kot 250 koloradskih hroščev, največ v Sloveniji. Predvsem z izkupičkom od 9-krat ponovljene drame Celjski grofje, režiral jo je Ivan Pučnik, je Kulturno-umetniško društvo poleti leta 1958 kupilo televizijski sprejemnik, prvega v vasi, in Črešnjevčani ste lahko od 31. avgusta 1958 gledali televizijo. Kot povsod je bilo tudi na črešnjevskem območju življenje pestro. Včasih lepo, drugič polno stisk. Sožitje med krajani so kazili prepiri, strankarska razcepljenost, prepad med klerikalnimi in liberalnimi pristaši. Jakob Miško je celo zapisal, da je bil Črešnjevec za časa Avstro-Ogrske in Kraljevine Jugoslavije gnezdo zagrizenih tavorov. Po zapisih v župnijski kroniki naj bi bil kar 40 let najhujši nergač na Črešnjevcu, nemškuter Ludvik Kresnik. Župnijski kronist ga je označil za kolovodjo narodnih odpadnikov, ki da je brezmejno sovražil vsakogar, ki je imel v črešnjevski župniji vsaj malo veljave, a ni bil njegov somišljenik. Šteti je mogoče, da se je organizirano kulturno življenje na črešnjevskem območju začelo leta 1909, ko so na Vrhligi ustanovili godbo na Pihala. Naslednje leto so črešnjevski fantje in dekleta naštudirali slovensko igro in z njo nastopili v Slovenski Bistrici. Plaz je bil sprožen. Leta 1912 sta bila na pobudo Ludvika Pučnika ustanovljena tamburaški ansambel in bralno društvo. Prvi knjižničar je bil Jože Repnik, prvi predsednik pa Ludvik Pučnik, ki je bil tudi režiser in pobudnik dramske dejavnosti društva. Kmalu po prvi svetovni vojni se je bralno društvo preimenovalo v Prosvetno društvo Črešnjevec, ki je pripravljalo dramske in pevske nastope. Leta 1932 pa je na Črešnjevcu dozorela ideja, da bi zgradili kulturni dom. Odprli so ga leta 1938 in ga poimenovali po škofu Antonu Martinu Slomšku, Slomškov dom. Kulturno najplodnejše obdobje na Črešnjevcu so bila prva leta po drugi svetovni vojni. V sezoni 1945-46 se je na Črešnjevcu zvrstilo kar 37 prireditvenih dni, med njimi 17 gledaliških predstav. Poleg dramskega so bili aktivni v okviru Kulturno-umetniškega društva tudi izobraževalni in knjižničarski odsek in pevski zbor. Kulturno življenje na Črešnjevcu, kot smo se lahko prepričali tudi danes, je še vedno zelo pestro. Slovenska Bistrica je 10. decembra 1908 dočakala železniško povezavo z južno železnico, ki je dobrih 60 let prej mesto obšla. Z njo je pridobil tudi Črešnjevec. Ta vlak se je domačinom hitro priljubil in poimenovali so ga Gigerli, kar je bilo povzeto po avstrijsko-nemški narečni besedi Gigerl, ki je pomenila najprej petelin, nato pa gizdalin.
Proga, dolga nekaj manj kot 3,8 km, je imela dve postajališči, pri Spodnji Novi vasi in v Lokalni vasi. Postajo v bližini Črešnjevca so sprva imenovali Slovenska Bistrica ob južni železnici, 6. oktobra 1947 so jo preimenovali v Črešnjevec, 25. maja 1966 pa je dobila sedanje ime Slovenska Bistrica. Na progi se je vsak dan vozilo povprečno okoli 340 potnikov, v glavnem delavci in dijaki. Več je bilo tovornega prometa. O tem, kdaj so progo ukinili, obstajata dva podatka. Eden je 31. december 1965, drugi 15. januar 1966. Če je mogoče šteti za začetek organizirane kulturne dejavnosti na črešnjevskem območju leto 1909, velja za rojstno leto organizirane telesne kulture leto 1930. Septembra tega leta so na Črešnjevcu ustanovili Sokolsko četo. Kot odseka sta bila vanjo vključena tudi godba, ki so jo poimenovali Harmonija in pevsko društvo. Prvi starosta Sokola, danes bi rekli predsednik, je bil tedanji šolski upravitelj Anton Štrigl. Črešnjevski Sokoli so do druge svetovne vojne pridno vadili ter uspešno nastopali doma in v okoliških krajih. Januarja 1949 je bilo ustanovljeno telovadno društvo Partizan Črešnjevec, katerega člani so se poleg splošne telesne vzgoje posvečali tudi namiznemu tenisu, smučanju, odbojki in šahu. Za ustanovitev telovadnega društva sta bila najbolj zaslužna Jože Pristovnik in ravnatelj Štefan Fras, ki je potem društvo tudi dolgo vodil. Društvo se je v šolskem letu 1951-52 preimenovalo v telesno vzgojno društvo Partizan. Njegovi člani so dosegali lepe rezultate, najodličnejše, izvrstne za manjši kraj, kot je Črešnjevec, pa v odbojki. V tem športu so sredi 60. let tekmovali celo v republiški ligi. Skoraj neverjeten uspeh so člani TVD Partizan Črešnjevec dosegli tudi leta 1963, ko so postali najprej okrajni in nato republiški prvaki v partizanskem mnogoboju, na zvezdnem prvenstvu v Novem Sadu pa so se uvrstili na imenitno 3. mesto. Zaostali so samo za tekmeci iz Subotice in Beograda. Jeseni leta 1936 so bile v Dravski Banovini, kot se je takrat imenovalo območje sedanje Slovenije, občinske volitve. Zaradi združevanja občin je oblast takrat organizirala novo veliko občino Pragersko, h kateri so spadali poleg pragerskega kraji župnije Črešnjevec ter še dotedanji občini Spodnja in Zgornja Polskava. Sedež nove občine je bil na Pragerskem, župan je postal Črešnjevčan Viktor Kodelič. Kmalu po ustanovitvi občine Pragersko je približno 75% volivcev na Črešnjevcu in v okoliških vaseh podpisalo prošnjo, poslano na notranje ministrstvo v Beogradu, naj sedež občine Pragersko prenese na Črešnjevec. Na odgovor so čakali nekaj manj kot 2 leti. Pragerčani so se
zaradi te pobude sicer hodovali, časnik Slovenec pa je 6. junija 1937 objavil za Črešnjevčane razveseljivo vest. Citiram to novico: sprememba občin, Beograd 5. junija, na predlog notranjega ministra dr. Korošca so kraljevi namestniki podpisali ukaz, s katerim rešujejo, da se sedež občine Pragersko prenese z Pragerskega v Črešnjevec. Po ukazu banske uprave je občina Pragersko začela uradovati na Črešnjevcu 1. avgusta 1937, 5. oktobra istega leta pa so v Beogradu odredili, da se Pragersko priključi občini Spodnja Polskava, ime občine Pragersko pa se spremeni v Črešnjevec. Tudi Črešnjevčani ste preživeli strahote 2 svetovnih vojn, ki sta poleg psihičnega trpljenja in vsesplošnega pomanjkanja terjali tudi številne človeške žrtve. Med prvo svetovno vojno je s črešnjevskega območja za tujega vladarja, za cesarja Avstro-Ogrske, padlo 46 mož in fantov, druga svetovna vojna pa je terjala 65 žrtev, skoraj polovico spet za tujega zavojevalca, ker so bili prisilno mobilizirani v nemško vojsko. A ta dva seznama, ki jo objavljamo v knjigi, nista popolna. Nimajo še niti Inštitut za novejšo zgodovino v Ljubljani, ki že 10 let sistematično zbira podatke o vojaških žrtvah prve svetovne vojne na Slovenskem in o smrtnih žrtvah med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Inštitut ima v prvi bazi zbranih več kot 30 tisoč žrtev, v drugi pa že več kot 100 tisoč. Med nacistično okupacijo v letih 1941–1945 sta se krojila usoda in obstoj slovenskega naroda, ohranilo nas je herojsko narodno osvobodilno gibanje. Prvi nemški vojaki so prišli na Črešnjevec v četrtek, 10. aprila 1941, v noči pred tem dnevom pa so inženirske enote jugoslovanske armade razstrelile Črešnjevski predor. Mladi Črešnjevčani, člani predvojnega Sokola, so se okupatorjem uprli že poleti 1941. Prvo uporniško skupino je organiziral Martin Šoštar z Vrhloge, ki pa je bila že septembra izdana. Nemci na srečo niso zvedeli za vsa imena uporniške skupine. Aretirali so Martina Šoštarja in Cirila Bevca. Nameravali so tudi Jožeta Kodeliča, ki pa jim je na srečo pobegnil in se še istega leta pridružil partizanom. Okupatorji so Martina Šoštarja kot talca ustrelili v Mariboru 1. oktobra 1941, Ciril Bevc pa je maja 1942 umrl v koncentracijskem taborišču Auschwitz. V spomin na narodno osvobodilno gibanje je krajevna organizacija Zveze borcev Črešnjevec 4. julija 1968 postavila v bližini šole spomenik. Na Črešnjevcu je bil konec nemške okupacije 8. maja 1945 dopoldan, dan pred nacistično kapitulacijo. Ko so ljudje izvedeli, da je Hitlerjeva Nemčija kapitulirala, je zavladalo nepopisno veselje. V svobodi se je leta 1945 sprostila neverjetna energija,
ki je pripeljala do ene od največjih družbenih preobrazb v zgodovini Slovencev. Temeljito sta se spremenila socialna struktura družbe in življenje večine ljudi. Oblast je prevzela komunistična partija in začela graditi socializem. Pisec šolske kronike je v opisu šolskega leta 1945-46 analiziral tudi tedanji čas. Citiram njegovo analizo. Velikemu veselju takoj po osvoboditvi so med starejšimi ljudmi, zlasti med večjimi kmeti in trgovci, sledili nastrojenost, špekulacije in opreznost pred novo ljudsko oblastjo, tudi rezerviranost. Da je konec stare parole izkoriščanje človeka po človeku, so najtežje spoznali večji kmetje. Čudno jim je bilo, da bi hlapec sedel za isto mizo kakor gospodar in da bi imel poštene in človeka vredne mesečne dohodke. Še manj so sprejemali dejstvo, da bi imel na sestankih besedo tudi on. Maja 1945 je pouk hitro stekel. Marija Meško, Martina Cvetko in Štefka Sok, učiteljice, so z njim začele 1. junija 1945. Zbrale so šoloobvezne otroke, preizkusile, koliko in kaj znajo, in jih razdelile v skupine glede na njihovo znanje, nadarjenost in zrelostno dobo. Pouk v teh skupinah je trajal do 28. julija 1945. Sledile so počitnice do 15. oktobra 1945. Učenci, bilo jih je 189, pa so šolsko leto zaključili že 31. decembra 1945 in vsi napredovali v višje oddelke. Socialistična oblast je naglo gradila novo družbo in spreminjala njeno socialno strukturo. Nova oblast so postali vodilni ljudje iz partijskega in predvojnega revolucionarnega gibanja. In dejstvo je, da je konec druge svetovne vojne prinesel zmagovalce in poražence. Med slednjimi so bili tudi kmetje, ki jim je oblast določala obvezne dajatve in jih leta 1949 začela siliti v kmečke obdelovalne zadruge. Maja in junija 1950 so jih ustanovili tudi v vseh vaseh črešnjevskega šolskega okoliša, a so že po mesecu ali dveh, razen na Leskovcu in Vrhlogi, razpadle, ker so kmetje vstopali v zadruge pod prisilo. Tako je zamisel o kmečkih obdelovalnih zadrugah v nekaj letih klavrno propadla. So pa nekateri kmetje v tistih letih doživeli več kot samo grenke izkušnje. Kdor ni spoštoval mnogokrat povsem neživljenjskih in krutih navodil oblasti, je bil strogo kaznovan. To je doletelo tudi Simona Zajca z Vrhloge, ki ga je sodišče v Slovenski Bistrici obsodilo na 4 leta odvzema prostosti s prisilnim delom in na zaplembo celotnega premoženja. Okrožno sodišče v Mariboru je leta 1998 razveljavilo obsodbo Simona Zajca iz leta 1949 in ga z njo rehabilitiralo. Konec 50. let pa je še hujšo krivico kot Simon Zajc doživel dr. Jože Pučnik, veliko ime ne samo Črešnjevca, ampak novejše slovenske zgodovine. Oblast ga je zaradi njegovih kritičnih zapisov v reviji 57 obsodila na 7 let zapora. V obdobju osamosvajanja Slovenije
pa je nekdanji disident in politični zapornik zrasel od državnika ter ena od osrednjih osebnosti boja za demokracijo, parlamentarizem in državo Slovenijo. Njegovo življenje in zasluge podobno predstavljam v knjigi. Hvala vam za pozornost.